s pomočjo umetne inteligence gre zdaj razvoj celo v smeri, da bi bilo mogoče napovedovati namene ljudi, se pravi ne samo to, kar zdaj počno algoritmi, da napovedujejo pozornost, se pravi usmerjajo posameznika na določene vsebine, za katere je mogoče ugotoviti vnaprej, da bojo pritegnile večjo pozornost. Naslednji korak zdaj v tem, da je mogoče iz človekovega vedenja napovedovati njegove namene, kakršne bo imel v prihodnosti, kar pomeni, da je to, torej na ta način postane človek popolnoma manipulabilen. Zdaj, delovanje teh algoritmov ni namenjeno spodbujanju komuniciranja med ljudmi, ampak spodbujanju povpraševanja po določenih vsebinah, kdorkoli te vsebine pač generira. In umetna inteligenca je vedno bolj sposobna generirati vedno več vsebin, ki bodo ustrezale kriterijem, pod katerimi neka vsebina postane atraktivna za posameznega uporabnika. In torej na ta način seveda je v bistvu blokirana vsaka možnost, da bi se ljudje naprej pogovarjali med seboj kot ljudje. Pogovarjamo se lahko pod nadzorom vsebin, ki jih ponujajo recimo državna omrežja, medtem ko ta ključna vloga, ki naj bi jo imeli javno komuniciranje, tako rekoč izumira.